Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci Vseslovenskega združenja malih deležnikov. Kot predsednik omenjenega združenja bom moderiral konferenco, ki je namenjena predvsem temu, da se detaljno tudi po pravni plati predstavi razloge, okoliščine, parametre postopkov, ki smo jih kot združenje preko odvetniških pisarn in strokovnih sodelavcev z pravnega področja sprožili in jih peljemo zoper telekomunikacijske operaterje, ki v Republiki Sloveniji pravzaprav pokrivajo celoten trg, tako trg mobilne telefonije, fiksne telefonije, dostopa do medmrežja oziroma interneta, kakor tudi televizijskih paketov in s tem povezanih naročniških razmerij. V zadnjih letih, še izdatneje pa v zadnjem času, so se na nas obračali številni, precej ogorčeni naročniki in nas spraševali, zakaj se vendar kdo ne podstopi tudi na tem področju ustreznih postopkov in aktivnosti glede na spremembe samih naročniških paketov, ki so, kot veste, prej ko slej enostranske. Mi smo bili prepričani, da bi vendarle tudi na tem področju bi bilo potrebno in z tega naslova seveda preučili stanje zakonodaje, razmerje in tudi pravne okvire, tako z naslova Evropske unije, skupnosti, kakor tudi slovenske zakonodaje. Pri tem naj mi bo dovoljeno samo zelo na kratko predstaviti razloge, kako je Vseslovensko združenje malih deležnikov pri tem angažirano. Namreč svet združenja se je v lanskem letu odločil na svoji seji, da bomo spremenili, dopolnili naše aktivnosti, ki so, kot veste, v smislu ščitenja interesov in množičnih oškodovanj, vse od ustanovitve pred dobrimi 17 leti, po tej institucionalni plati skušali naša prizadevanja na področju izključno seveda aktivnosti vezani na tako imenovano civilno-družbeno sfero v smislu zaščite interesov in pravic tako malih delničarjev s početka, kakor tudi potem uporabnikov finančnih storitev in pa potrošnikov kot takih, tudi iz naslova naše vse izdatnejše mednarodne vpetosti na področje ne samo vlagateljev, pač pa tudi uporabnikov finančnih storitev in potrošnikov. Pri tem smo tudi v preteklosti sodelovali že uspešno z Zvezo potrošnikov Slovenije in si želimo tovrstnega sodelovanja tudi v bodoče in v prihodnje, kakor si želimo tudi konstruktivnega pristopa strani operaterjev, na katere smo doslej in v tej fazi naslovili seveda pozive, ki jih bojo natančneje predstavili kolegi. Kar pa zadeva združenja, pa smo torej na tem področju seveda spričo okoliščin in razmer in naših več kot 17-letnih izkušenj. Preko 300 tisoč neposredno državljanov smo v tem času neposredno zastopali in ščitili v postopkih pred sodišči, pogajalskih postopkih in podobno. Takšnih postopkov je bilo v tem času preko 200 in v tem konkretnem primeru seveda se odzivamo na situacijo, ki je po naši oceni v okvirih, torej po naših dosedanjih strokovnih pravnih analizah in ocenah presega 200 milijonov evrov v smislu oškodovanj, naslavlja pa blizu 1,5 milijona državljanov oziroma naročnikov. Govorimo seveda pri tem zgolj o fizičnih osebah, ne o pravnih osebah, kajti njih s tem v zvezi ne naslavljamo. Današnja novinarska konferenca pa je namenjena tudi, da povabimo vse ostale, da se tudi neposredno odzovejo in vključijo ter pridružijo našim prizadevanjem in postopkom. Znano je kot v drugih primerih, da več nas je, bolj smo lahko učinkoviti in uspešni. Zdaj pa bi prosil in predstavil najprej kolege, ki so pripravljali zadeve in tudi peljejo postopke po sami izvedbeni strokovno-pravni plati. To sta predstavnika odvetniške družbe
oziroma pisarne Jereb, direktorica Petra Jereb in pa kolega Domen Peperko. Na drugi strani odvetnik Matjaž Titan, ki tudi del tovrstnih postopkov pripravlja in pelje. Najprej bi dal besedo kar gospodu odvetniku Peperku, da predstavi, kar se da eksaktno in na kratko postopke in razloge, zakaj smo jih sprožili ter se odločili jih podstopiti. Gospod Verbič, hvala za besedo. Najprej mi dovolite, da namenim nekaj uvodnih besed. V prostoru Republike Slovenije se pojavlja vedno več množičnih oškodovanj posameznikov, zlasti kadar gre za potrošnike. In na žalost so oškodovanci pogosto prezrti, nimajo ustreznega zastopnika, ki bi se zavzel za njihove pravice. Telekomunikacijski operaterji se že vrsto let poslužujejo poslovne prakse enostranskega zviševanja cen, brez da bi podali kakršnokoli metodo, način in razloge za zviševanje cen. Takšna praksa je nezakonita in predstavlja kršitev zakonodaje za varstvo potrošnikov, vendar pa je vse do sedaj ostala prezrta strani oblastnih organov kot tudi splošne javnosti. In na tem mestu gre velika zahvala Vseslovenskemu združenju malih deležnikov, ki je prepoznalo nezakonitosti, se odločilo, da nastopi kot zastopnik teh prikrajšanih naročnikov in se zavzame za njihove pravice. Pa da se dotaknem malo bolj ključne pravne problematike. Vsi štirje operaterji, to so Telekom Slovenije, A1, Telemach in pa T2, so v svojih splošnih pogodbenih pogojih uporabljali neustrezen in nezakonit način spreminjanja pogodbe, namreč pridržali so si pravico, da kadarkoli po svoji presoji zvišajo ceno naročniških paketov. Zdaj, za celovito razumevanje problematike je ključno, da razumemo, da je v naročniškem razmerju operater močnejša stranka. Operater je tisti, ki določa vsebino pogodbe, pogodba je tipska, kar pomeni, da je že vnaprej pripravljena in potrošnik, zatem naročnik, na samo vsebino pogodbe praktično nima nobenega vpliva. Ali sprejme, ali je pa ne podpiše in gre k nekomu drugemu, vendar imajo vsi seveda enake pogoje. In s tem, ko operater prevzame močnejšo vlogo v razmerju, s tem prevzame tudi breme in obveznost, da bo poskrbel, da bo pogodba uravnotežena in da bodo pogodbene določbe jasne in razumljive in, kar se tiče cene, da bo lahko naročnik ves čas lahko predvidel, kakšna je cena njegovega naročniškega paketa. Operaterji pa so popolnoma zanemarili to svojo zakonsko dolžnost in so v splošne pogoje zapisali, da lahko kadarkoli spremenijo ceno, če se le držijo pogojev iz 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, ki določa, da morajo o spremembi naročnike obvestiti 30 dni pred nastopom spremembe in pa jim omogočiti pravico do odstopa, če se s spremembami ne strinjajo. Vendar pa gre na tem mestu za popolnoma napačno razumevanje določb 129. člena ZEKOM-a, namreč zakon v tem delu določa pravice uporabnikov in jih ne omejuje. In zato je tukaj še vedno veljavna in ključna zakonodaja za varstvo potrošnikov, konkretno Zakon o varstvu potrošnikov, ki jasno določa, da morajo biti pogodbe uravnotežene, da mora ponudnik storitev poslovati vestno in pošteno in ne sme postavljati potrošnika v slabši položaj. Zakon tudi našteva primere, kateri pogoji se štejejo za nepoštene in eden izmed pogojev je lahko tudi enostranska sprememba cene. Zdaj, pri tem vprašanju, kakšno je pa pravilno in zakoniti način za spreminjanje cen, pa se lahko obrnemo na prakso Sodišča Evropske unije, ki je jasno postavilo merila, kdaj lahko ponudnik storitev enostransko spremeni ceno. In sicer mora ponudnik že ob sami sklenitvi pogodbe
upoštevati dve merili. In sicer prvič, naročniku oziroma potrošniku mora jasno predstaviti razloge in metodo spreminjanja cen, ki omogoča potrošniku, da je že vnaprej lahko predvidi, kdaj in kako se bodo cene spreminjale, in to mora izhajati iz nekih objektivnih okoliščin. In drugič, omogočiti mora pravico do odstopa, kadar pride do spremembe. Pri tem pa je ključno, če tudi je ta pravica do odstopa omogočena, to ne sanira dejstva, da ponudnik ni podal tudi metode in razlogov za spreminjanje. Se pravi, oba pogoja morata biti kumulativno upoštevana. In tukaj so slovenski operaterji popolnoma zanemarili prakso, ki jo je vzpostavilo Sodišče Evropske unije in se zgolj slepo sklicevali določbe 129. člena ZEKom, kar je nepravilno. Z kolegi in naša odvetniška pisarna EREP in pa VZMD-jem vstopamo na dokaj sveže pravno področje, kjer se praksa še vzpostavlja. Zato pri nas. Praksa v Sloveniji seveda se vzpostavlja in apeliramo na vse naročnike, ki so bili prikrajšani s temi nezakonitimi ravnanji, da obiščejo spletno stran www.kolektivnopomišljajvarstvo.si, ki jo je vzpostavilo Vse slovensko združenje malih deležnikov, se seznanijo bolj podrobno z nezakonitimi ravnanji in pa za izpolnitvijo obrazca za evidentiranje, pristopijo k zadevi, podprejo VZMD v njegovih prizadevanjih in pa si seveda zagotovijo na ta način, da bodo tudi v nadalje obveščeni o vseh pomembnih dogajanjih. Hvala. Hvala lepa, Domen. Petra, prosim, praviš, da bi malenkost dodala k izvajanju odvetniškega kolega iz vaše pisarne, prosim. Ja, hvala lepa. Na kratko bi želela poudariti, kdo ima pravico do prejema odškodnine, torej za koga se bo VZMD potegoval, bodisi izvensodno, bodisi na sodišču, da bo prejel odškodnino. To so vsi naročniki pri slovenskih telekomunikacijskih operaterjih, in sicer naročniki fiksne telefonije, televizije, mobilne telefonije in interneta, ki so bili ali so naročniki v zadnjih 5 letih in so bili deležni zvišanja cen. Po naših podatkih so vsi operaterji v zadnjih 5 letih zviševali cene. Torej, še enkrat ponovim, vsi naročniki fiksne telefonije, televizije, mobilne telefonije in interneta. Stranka v teh postopkih je VZMD, torej potrošniki niso stranke v postopku, se pa lahko pridružijo k prejemu odškodnine, tako da se prijavijo na spletni strani VZMD, kjer izpolnijo zelo enostaven spletni obrazec in bojo evidentirani kot bodoči prejemniki odškodnine. Hvala. Hvala lepa, Petra. Morda s tem v zvezi samo še to, ko naslavljamo oškodovane naročnike, pri vseh operaterjih, seveda, da se pridružijo neposredno in s tem podprejo in tudi zagotovijo nenazadnje odškodnino v smislu takšnega drugačnega postopka, ki teče in sledi. Je pomembno dodati naslednje, da to ni povezano z nikakršnimi stroški, ki bi jih obremenjevali s tem v zvezi, ker, kot rečeno, niso neposredno sami stranke v postopku, so pa seveda v tem primeru upravičenci neposredno do odškodnin oziroma do tega, kar si bomo prizadevali doseči v omenjenih postopkih. Morda bi zdaj prosil še odvetnika Matjaža Titana. Prosim. Hvala lepa. Jaz sem se pridružil ekipi pred kratkim in bom pokrival družbo T2 in želim v 2 argumentih strniti razloge, ki so mene prepričali, da je zahtevek, kot je postavljen, utemeljen. Prvi razlog je, da pravna ureditev
ki varuje potrošnike, za potrošnike ne more biti in se tudi ne more razlagati bolj neugodno, kot velja in se uporablja splošna ureditev. Po splošni ureditvi, po splošnih pravilih obligacijskega prava mora biti predmet pogodbe določen ali vsaj določljiv. Pričemer se lahko določljivost zagotavlja tudi na način, da predmet določi neka tretja oseba. Ni pa to prepuščeno samovoljni oziroma enostranskemu ravnanju ali spreminjanju ene same pogodbene stranke. To je prvi argument. In za potrošnika torej ne morejo biti postavljeni v neugodnejši položaj, kakor bi bili, če varstva sploh ne bi bilo. Drug argument, ki me je prepričal, pa je odločitev oziroma ocena, ali gre za nepošten pogodbeni pogoj, ki takšno ravnanje omogoča. In se mi zdi, da z enim takšnim enostavnim in zlahka razumljivim preizkusom se prepričamo, da res je govora o nepoštenem pogoju. Namreč, ali splošni pogoji dajejo tudi potrošniku možnost, da enostransko spremeni ceno, ki velja v pogodbi, in da 30-dnevni rok operaterju, da od pogodbe odstopi, če se s spremembo ne strinja. Če bi seveda takšna določba obstajala, bi lahko govorili o ravnoteženju ali o neki enakovrednosti glede pravic in obveznosti obeh pogodbenih strank. Tako, ker pa ta možnost seveda ni dana, je jasno, da gre za neravnotežje, ki prekomerno favorizira ponudnika operaterja. Hvala. Hvala lepa, Matjaž. S tem bi mi strnili prvi sklop in bi tudi zaradi racionalizacije, precej vas je in seveda hvala za tako izdatno udeležbo, dostop do mikrofonov. Če morda prav gotovo imate vprašanja, najprej skušamo pridobiti vprašanja, da potem uredimo, kako bi se izmenjali pri samih mikrofonih. Prosim, ja, gospod Plemenitaš, vidim vas. Marko Milenković, Se upravičujem. Zanima me, če lahko pojasnite, kako ste prišli do številke 200 milijonov, pa rečeno je bilo, ne vem, če sem prav razumel, da se potrošniki lahko priključijo tožbi in s tem nekako dobijo upravičenost do dela odškodnine, če se pač prijavijo preko ZMD-ja. Komu je sicer namenjena ta odškodnina? Recimo, da uspe 200 milijonov evrov iztožiti od teh podjetij, kaj se bo s tem zgodilo načeloma? Hvala. Bom jaz po mojem najbolj primeren Prosim, za ja, odgovor. prosim, dobro. Torej, kar se tiče številk, tukaj je vsekakor nujno, da poudarimo, da gre trenutno za oceno. Namreč vsi podatki o številu naročnikov po posameznih paketih in tako naprej niso javno dostopni. Kar pa je javno dostopno, so podatki iz strani AKOS-a in pa strani SURS-a, kjer lahko pridobimo podatke o tržnih deležih operaterjev, koliko je sploh v Sloveniji vseh koristnikov posameznih storitev in tako naprej. Na podlagi teh javno dostopnih podatkov smo v sodelovanju z VZMD izračunali okvirno oceno, vsekakor pa v eventualnih sodnih postopkih bo potrebno pridobiti bolj podrobne podatke s strani operaterjev, da bodo izračuni natančni. Če lahko moče ponovite drugo vprašanje. Zanima me, če ste lahko malo bolj natančni, recimo, drugo vprašanje je bilo, komu bi šlo teh 200 milijonov evrov, glede na to, da bi potrošniki dobili pravico do dela odškodnine šele s prijavo. Zdaj najbrž se ne bodo vsi prijavili, kaj je mišljeno, da se zgodi s to odškodnino, pa še zanima me po vaših izračunih, koliko znese teh 200 milijonov evrov na uporabnika približno. Torej, v slovenskem prostoru pri kolektivnih tožbah obstajata dva sistema, in sicer sistem izključitve in pa sistem vključitve. Kadar gre za veliko množično oškodovanje, kjer pa zneski na posameznega oškodovanca niso visoki, v takih primerih je smiselna in tudi zakon tako predvideva uporaba sistema izključitve. To pomeni, da so v samo sodbo kot upravičenci do odškodnine vključeni vsi oškodovanci, če se prijavijo na strani VZMD ali pa ne.
Lahko pa se izključijo iz postopka, če smatrajo, da ne želijo biti vključeni v sodni postopek in da ne želijo, da se sodba nanje nanaša. Torej, vsak potrošnik ne rabi ničesar narediti, vendar pa vseeno na potrošnike in konkretno naročnike apeliramo, da se vseeno pridružijo za izpolnitvijo obrazca, saj na ta način dajo dodatno težo prizadevanjem VZMD in podprejo vsa naslednja dejanja. Zdaj, sam izračun po posameznih potrošnikih seveda zelo varira. Lahko povemo, da so se nekateri paketi v zadnjih 5 letih podražili tudi za 50, 60, 70%. Ponavadi podražitve niso večje od 4 evrov, kar pomeni, če vzamemo tiste, ki so bili v najvišjem znesku oškodovani, bi to pomenilo, da so bili, če je ta zvišanje nastopilo na začetku tega 5-letnega obdobja, bi to potem, če na hitro izračunamo, znašalo cirka 50 evrov letno, torej na tej 5-letnem obdobju, če so ves čas ostali naročniki, bi to potem zneslo na posameznega naročnika 250 evrov nekega prikrajšanja iz naslova razlike med prvotno ceno in ceno, ki je bila povišana. Seveda pa je marsikakšen naročnik tudi naročnik več različnih paketov, morda samostojno mobilnih, pa potem paketa interneta in televizije in tako naprej, tako da je seveda natančen izračun za posameznega potrošnika možen šele, ko so vsi podatki na mestu. Jaz bi morda dodala tukaj še, da je upravičenec do odškodnine tisti potrošnik, ki je kadarkoli v zadnjih 5 letih bil naročnik pri kateremkoli operaterju. To ni potrebno, da je bil celotno obdobje pri enem operaterju, lahko je bil 2 meseca pri enem, pri drugem, tudi lahko je bil samo 1 leto nekje naročnik in je potem upravičen do odškodnine za to obdobje in za tega operaterja. Morda še to, da se denar deponira, ta odškodnina deponira pri notarju. To odškodnino ne dobi VZMD, da tukaj ne bi kakorkoli se napačno tolmačilo. Odškodnino se deponira pri izbranem notarju, ki jo tudi na to razdeli med upravičene potrošnike. Ampak Katja, Radio Slovenija, ampak upravičeni so pa tisti, ki se bodo prijavili, ali če prav razumem, vsi. Ker potem takem nekdo, ki se ne bo nikoli prijavil, bo zavedno čakal oziroma na denar, ki bo deponiral pri notarju, a se razumemo, ne bo prišel ta denar do njega oziroma ne bo se vedel, koliko mu pripada, kako mu pripada in tako. Ja. Torej, naročnik, ki je bil oškodovan, ki sam sebe šteje, da je bil oškodovan in bo po vsej verjetnosti tudi vključen v sodbo, ne rabi narediti ničesar. Razen na zadnji točki, ko je denar deponiran pri notarju, se mora pri notarju zglasiti in predložiti ustrezno dokazilo, na podlagi katerega lahko notar presodi, da je bil ta konkretni naročnik tudi res oškodovan. Je pa zagotovo boljše in tudi pozivamo že sedaj potrošnike, da se odzovejo, ker bojo v postopku sodelovali že od začetka. Se bo vedelo, koliko so oškodovani in bojo imeli tudi vse novice in obvestila iz prve roke že od samega začetka dalje. Ste bili z operaterji, ki v stiku zdaj preden ste šli v tožbo oziroma ste to skušali to napako popraviti prej, kakšne mediacije oziroma s kakšnim pozivom operaterjem, da bi se to spremenilo? Hvala lepa za to vprašanje. Morda potem še jaz kaj več tudi s tem v zvezi. Zaenkrat pa vendarle morda odvetnik Peperko pojasni tudi to. Seveda, bili so poslani pozivi, pripravljeni vsem operaterjem s tem v zvezi.
Z nekaterimi so bili opravljeni že tudi preliminarni pogovori. Skratka, mi računamo tudi v nadaljevanju, vsaj želeli bi si konstruktiven pristop k reševanju teh vprašanj. Mi smo namreč prepričani, da vse pravne podlage, razlogi in prakse s tem v zvezi so jasni in na naši strani. Brez nadaljnega pa gre za to, da bo skozi sam postopek verjetno potrebno še nekaj dodatnih korakov, da bo do tovrstnega spoznanja in prepoznanja prišlo. Pri nekaterih upamo seveda prej in kmalu, ali pa seveda pri vseh, glede na to, da je seveda to dobro tudi z vidika samih poslovnih politik. Ne nazadnje ne bi si želeli imeti situacije, kjer bi imeli okolje kartelnega dogovora na področju omenjenih operaterjev, da se ne bi recimo tovrstni kartelni dogovori izvajali tudi iz naslova postopkov, ki smo jih mi s tem v zvezi sprožili. To bi bilo zadnje, kar bi želeli, namreč mi pričakujemo tukaj razumevanje. Mi smo ponudili s tem v zvezi že in pogovore in dodatna pojasnila in argumentacije, tako da po tej plati seveda računamo, da bo do tega v naslednjih korakih prišlo. Če smem dodati, kar se tiče same priglasitve prizadetih, oškodovanih naročnikov oziroma potrošnikov v tem konkretnem primeru, to prav gotovo ni edina zadeva, ki jo bojo v zvezi s tem in z zakonom, ki je pravzaprav že 5 let star, o skupinskih tožbah, na področje česar se spričo svojih izkušenj in kot edina tovrstna institucija v civilno-družbeni sferi pravzaprav podajamo. Kot rečeno, želimo si sodelovanje seveda tudi s potrošniško organizacijo na evropski ravni, recimo z Bevkom. Dobro sodelujemo tudi sam v nekaterih organih na ravni Evropske komisije, da bi se ti prizadeti seveda neposredno vključili tudi zato, ker bo to za njih v izvedbi olajšalo ne nazadnje tudi samo pridobitev odškodnin oziroma vzpostavitve ustreznih razmer. Tukaj je seveda več možnosti, veliko je manevrskega prostora v smislu same ureditve nastale situacije. Ena od njih je seveda tudi to, da se zadeve bodisi vrne v prvotno stanje, se poravna stvari, da se ne nazadnje spremenijo zadeve od neke točke naprej. Podobno, skratka, tukaj je precej možnosti in manevrskega prostora, kjer še enkrat računamo, da se bomo z operaterji lahko dogovorili in pogovorili v dobro vseh, in tiste neželene prakse, ki so dosegle plafon v vsem tem času, zato smo se tudi podstopili postopkov, seveda prekinjene oziroma na ustrezen način urejene in tudi sanirane za nazaj. Morda še eno kratko pojasnilo v zvezi z izvensodnimi pozivi. Odvetniška pisarna Rep je prevzela zastopanje v postopkih proti Telekom Slovenije, A1 in Telemach. Tam so izvensodni pozivi in pogovori že bili izvedeni. Odvetnik Titan se je celotnemu postopku pridružil nekoliko kasneje, zato je T2 še ni prejel poziva, vendar je pa stvar v zaključni fazi priprave in bo vsak čas tudi T2 vključen v izvensodni postopek. Kako veste pač od teh 200 milijonov evrov, koliko bi se nanašalo na katerega, saj nekaj okvirne slike nekaterega od operaterjev? Torej, po prvotnih ocenah bi približno 90 milijonov odpadlo na Telekom Slovenije, pri tem niso upoštevane tudi zakonite zamudne obresti, ki znesejo med dodatnih 10 do 15 milijonov. A1 in Telemach se gibata v rangu nekje 40 do 45 milijonov prikrajšanja. Za T2 pa na tej točki še ne bi želeli podajati točnih podatkov, vendar pa pričakujemo, da bodo izračuni podobni kot pri A1 in Telemachu. Smem še jaz? Hvala lepa. Ja, prosim, gospod Mori. Kako boste zaščitili vse te uporabnike, ki se bodo pridružili, da te hiše ne bodo kazensko potem jih kaznovali s tem, da bodo one odpovedovale razmerja oziroma jih ne bodo več upoštevali?
lahko zagotovimo, da bomo za zasebnost in varstvo osebnih podatkov skrbeli z najvišjo mero strokovnosti in bodo te podatki razkriti zgolj in izključno v sodnih postopkih in zgolj sodniku, če bo to možno. Vsekakor pa ne pričakujemo, da bi se operaterji zgolj iz tega razloga odločili odpovedovati razmerja naročnikov. Nenazadnje so to njihove stranke, ki so jim zveste, in je prav, da strani operaterjev bi bilo edino pravilno ravnanje, da morda prepoznajo svoje do sedaj neskladno poslovanje in pristopijo konstruktivno k temu, da prisluhnejo svojim naročnikom. Vemo, da so v teh klauzulah v bistvu, če se naročnik odpove, mora, bom rekel, nekaj kazenska penala vedno plačati potem temu ponudniku telekomunikacij. Piše, če se odpovete, piše, morate pa plačati določen penal. Ja, to je odvisno od razmerja, to je različno pri različnih telekomunikacijskih operaterjih in v bistvu nekega splošnega odgovora ni možno dati, ampak je tudi to neka nepoštena praksa. Jaz bi morda tukaj še dodala na odgovor na vaše prejšnje vprašanje, da je stranka v postopkih VZMD. Niso potrošniki, niso fizične osebe, da bi bile te osebe imenovane na sodišču kot stranke. Zato imena teh oseb se v javnosti ne bodo pojavljale. To pomeni, da so nekako zaščitene. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Koliko časa predvidevate, da bi lahko trajale te tožbe? Koliko pač operaterji ne pristanejo na neko poravnavo, ne bodo izrazili posluha za vaše pozive in pristanejo na to, da gre zadeva na sodišče, koliko časa bi lahko trajale ti postopki? To je seveda vprašanje, ki vsaka stranka vpraša odvetnika, ko prije na prvi posvet. Ocene o trajanju postopkov je v slovenskem prostoru zelo težko podajati, ker je veliko nepredvidljivih okoliščin, koliko narokov bo izvedenih, bo morda vložena pritožba, se bo vračala nazaj na prvo stopnjo in podobno. Lahko podamo neko okvirno oceno, da če ne bo možna kakršnakoli rešitev po mirni poti, bo sodni postopek trajal verjetno 2 do 3 leta. Hvala lepa. V primeru, da ni nikakršnih dodatnih vprašanj. Mogoče sem še to, da je kakšna praksa v zvezi s takimi postopki v tujini, pa kakšna? Seveda je, prosim. Mislim, torej, konkretno, da bi bila vložena kolektivna tožba s tem dejanskim stanjem in tem pravnim vprašanjem, je nismo zasledili. Se je pa, kot že rečeno, s tem vprašanjem že ukvarjalo sodišče Evropske unije, ki je presojalo, ali so take enostranske spremembe zakonite, in se je postavilo na stališče, da ne, če niso izpolnjena merila, ki so že bila omenjena, in je podalo neposredno navodilo nacionalnim sodiščem, da morajo pogodbene pogoje, ki ne upoštevajo meril, ki jih je postavilo sodišče Evropske unije, šteti za nepoštene. Hvala lepa. Vkolikor ni kakšnih dodatnih vprašanj, bi se vam... Ja, gospod Milenkovič, še. V vsakem primeru se v Vseslovenskem združenju malih deležnikov zavedamo, da se podstopamo zelo resnih postopkov, da so prekoslej s tem v zvezi naša ravnanja kot taka tiste narave, da se jih doslej ni podstopil nihče drug, navkljub temu, da ustrezne zakonske podlage obstajajo, kot rečeno, že vsaj 5 let z zakonom o skupinskih kolektivnih tožbah. Mi smo se odločili, da tudi na tem področju, glede na naše bogato izkušnjo, pravzaprav v istih postopkih varovanja pravic v skupinskih postopkih, od iztisnitev do predvsem vezano na pravice delničarjev, vlagateljev,
ki so znane v slovenskem prostoru, tudi številne še vedno v teku, kakor tudi uporabnikov finančnih storitev. Poskrbimo, da se na tem področju zadeve uredijo, tako kot smo poskrbeli, da so se na področju, ko smo vzpostavili združenje pred 17 leti, vsaj približno na področju malih vlagateljev in ščitenja njihovih pravic in interesov. S tem v zvezi smo v tem času tudi v mednarodnem prostoru pripoznani ne samo kot institucija, organizacija, ki je vključena v vse sorodne in tovrstne relevantna mednarodna združenja in asociacije, pač pa tudi strani organov na evropski ravni pripoznani kot ne zgolj organizacija, ki ščiti delničarje, ampak tudi deležnike in uporabnike ter potrošnike. Po tej plati, kot rečeno, tudi v preteklosti že sodelovanje tako z našo Zvezo potrošnikov, kakor na evropski ravni z Evropsko asociacijo oziroma federacijo na tem področju. In s tem v zvezi seveda zagotavljamo, da bomo tudi na tem področju skušali z pristopom v smislu interesov in zaščite pravic tistih, ki sami po sebi kot taki ne morejo priti do pravice in do nadomestila, do ustreznih odškodnin oziroma ureditve področja, to zagotovili. Hkrati pa seveda želimo, vemo, da se soočamo z telekomunikacijskimi operaterji, ki so po tej plati seveda vplivni tako v ne samo v medijskem prostoru, gospodarskem, oglaševalskem, da to ni edino področje, ki se ga lotevamo in bomo tudi iz tega naslova lotili, pa vendarle še enkrat pričakujemo, da bo tukaj razumevanje in konstruktivna drža v dobro vseh. In da po tej plati lahko računamo, da se v kratkem nadaljujejo tudi pogovori, predstavitve argumentacij, poleg seveda same vložitve tožb in tudi postopkov, ki potem formalno pred sodišči tečejo kot taki. Toliko za zaključno besedo. Skratka, ukolikor ni kakšnega dodatnega vprašanja, še enkrat hvala za vašo udeležbo. Želim prijeten dan in tudi sicer uspešno poročanje. Bo sem še eno, se opravičujem, tle je povedano, da je to poziv operaterjem, pač dogovor pred vložitvijo tožbe, kdaj ne bi bile vložene tožbe. Kakšen je nek rok pogovorov, dokler... Ja, tako je, kdaj greste potem v tožbo, ne? Ker zdaj, če prav razumemo, to še ni dejstvo, ne? Tožba še ni dejstvo. Zdaj je še zmer izvensodni pogovori potekajo. Tako. Vse naročnike bomo tekoče obveščali o statusu pogajanj, zato je tudi dobro, da se pridružijo, da bojo seznanjeni z vsemi temi okoliščinami. Vsekakor pa na točki, ko bomo videli, da v tem trenutku mirna rešitev spora ni mogoča, bomo nemudoma nadaljevali z vložitvami kolektivnih tožb, ki so nenazadnje že vsebinsko v pripravi, da ne izgubljamo časa. In so lahko vložene v najkrajšem času, seveda, ko so izčrpane ostale možnosti, za katere smo prepričani, da so seveda boljša in bolj smiselna, primernejša pot. Hvala lepa. Hvala.